Letošnje inovacije so podobno kot v preteklih letih delo skupin inovatorjev, sledijo pa predvsem globalnim trendom, to se pravi iščejo rešitve, na kakšen način v obstoječih podjetjih izboljšati ali svoje proizvodne procese, konkretne izdelke ali tudi kako razviti nove poslovne modele. Inovacije so se, oziroma podelitev nagrad najboljšim inovatorjem so se rodile tukaj v Zasavju. Kakšen pa je pomen inovativnosti zdaj, posebej v časih krize? Res je, kar 17 let že podeljujemo inovacije. Razvili smo celovit sistem spodbujanja inovacij v podjetjih in podjetja, ki so od vsega začetka sprejele ta koncept, moram reči, da seveda so to podjetja, ki so pretežni izvozniki in to so podjetja, ki s temi inovacijami tudi dejansko postajajo vse bolj konkurenčna tudi na svetovnem trgu. Sicer pa je proces inoviranja in inovativnosti pač pomemben za vsa podjetja in želeli bi si predvsem, da ta inovacije niso samo prioriteta velikih podjetij, ampak da se vanje močneje vključujejo tudi mala in srednja podjetja. Tam so torej še potenciali? Vsekakor so potenciali v malih, srednjih, tudi mikropodjetjih in pa tudi pri posameznikih in tudi inštitucijah, kajti zadnja leta vse bolj ugotavljamo, da se inoviranje seli tudi na področju storitev, tudi na področje mogoče ne tako tradicionalnih panog in upamo seveda in prepričani smo, da je to tudi odgovor na sedanje svetovne izzive. Kot vsako leto sem tudi letos zelo zadovoljen nad številom in nad vsebino na področju inoviranja v tem okolju. Veste, naše okolje je industrijsko usmerjeno in je seveda tudi značilno, da v takem okolju potem večina teh inovacij prihaja iz industrijskih okolij. Značilno za naše okolje je, da se inovira tako v velikih podjetjih kot srednjih in malih. To se pravi, da se pravzaprav celo to gospodarsko okolje zaveda pomena tega inoviranja. Je pa morda nekoliko manj inovacij s področja ostalih poslovnih procesov, ki so pa tudi sestavljen del inoviranja in zelo pomembna zadeva pri prodoru in prosperiteti gospodarskih družb v slovenskem in pa seveda tudi tujem okolju. V času krize je inovativnost verjetno še posebej pomembna? Ja, seveda, pogledajte, treba je najti vedno nove produkte, vedno nove storitve, inovirati te procese in seveda skozi to najti svoje mesto v tem poslovnem svetu in se prebijati tako, kot se kdorkoli ve in zna. In mislim, da tega uspeha nekaj je v tem okolju. Kriteriji ocenjevanja so bili kot običajno usklajeni z Gospodarsko zbornico Slovenije, se pravi inovativnost, gospodarski rezultati, kjer se ocenjujejo pač doseženi in pa pričakovani gospodarski rezultati, ter pa trajnostni vidik inoviranja, inovativnosti. Se pravi, prijeli smo 15 inovacijskih prijav, od tega je bilo 40 prijavljenih inovatorjev iz 3 zasavskih občin, od tega je bilo 9 prijav iz Zagorja, 4 iz Trbovelj in pa 2 iz Hrastnika. Naša komisija je podelila 1 diplomo, 5 bronastih priznanj, 6 srebrnih priznanj in pa 3 zlata priznanja, katera gredo tudi na nacionalno raven na tekmovanje Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljano. Kako ocenjujete prejete inovacije? So to bolj tehnološke, netehnološke? V letošnjem letu je kar nekaj tehnoloških prijav. Moram pa povedati, da je v letošnjem letu se pojavil tudi trend netehnoloških inovacij, se pravi nekaj inovacij z šolstva. Neka inovacija, 2 inovacije so od fizične osebe, to pomeni, da inovacijska dejavnost se širi tudi na druga področja, ne samo v tehnološke vode v gospodarstvu. Kje so še potenciali? Potenciali so seveda turizem, storitvene dejavnosti, ker na tem mestu tudi spodbujam vse možne in bodoče inovatorje, da prijavijo inovacije, saj smo tukaj v Zasavju gospodarsko recimo kar podkrepljeni že z inovativno dejavnostjo, medtem ko na tem področju še šepamo. Kaj priporočate morda bodočim prijaviteljem, ki se letos niso prijavili? Da zberejo pogum, kontaktirajo Gospodarsko zbornico, območno zbornico Zasavje, napišejo prijavo, kjer jim bomo tudi v pomoč in ne dvomim, da bojo naslednje leto nagrajeni.